Gregor, končno je napočil tisti trenutek, ko smo gledalci videli, kako si se odločil. Je bilo težko? Ja, od 23 punc zbrati tisto, rečemo, ta pravo, oziroma osebo, s katero mogoče bi si ustvaril družino, ni toliko lahko najdeti, kot si mogoče vsak predstavlja. Je pa res, da sem tudi zadnjih 5 minut pred odločitvijo spremenil odločitev. Skratka, prvo nisem hotel nobene punce izbrati, ker sta se mi zdele res premlade. Čeprav smo imeli energijo, neko skupno vizijo v življenju, ampak vsem se mi zdi, da sta bile vsem premlade. No, in sem pa zadnjih 5 minut se pa drugače odločil, pa sem rekel, da moram enkrat iti iz svojih okvirjev in narediti mogoče nekoč malo drugače, kot sem do zdaj delal. In mogoče bom pol srečal tisto osebo, s katero bi lahko si ustvaril družino. Zato sem pač tudi šel iz svojih okvirjev in kljub temu, da je Anja stara 21 let, oziroma 22, pardon, sem pač njo izbral, ker mi je pokazala, da je nek del take, je nek tip ženske, ki je meni všeč, ki bi se lahko z njo videl v prihodnosti. Ampak pa so tukaj leta in odraslost oziroma zrelost, čeprav je zrela samo, po moje, vsem malo premalo. Če bi bila ona stara 30, 50, 40, je vsem ta razlika bolj sprejemljiva, kakor pa pač, kakor je ona stara 22, 50, 31. Ampak vsem sem se prepustil pač neki njeni energiji in sem pač njo izbral. Torej, imela veliko srečo v tem takem? Ma ne bom rekel srečo, pač tle je težko v šovu, kar dejansko izbrati eno in najde točno tako, kot bi si mogoče želel v življenju. Pač jaz, če bi zbiral sam 23 punc, verjetno ne bi čisto vse take zbral, kot so oni zbrali, mogoče malo več po mojemu okusu, jaz vem, kaj meni paše. Moram vedeti, da je to šov in da so pač rabili vse vrste karakterjev in vse vrste žensk noter. Zato sem pač toliko malo manj možnosti, no, pač točno najde tako, kot bi jaz hotel. Ampak kljub vsemu temu sem pri Anji videl največ potenciala za najino vezo in sem rekel, kot že prej, pač, da sem šel iz nekih okvirjev, kljub temu, da je toliko mlajša, ker nisem glih najbolj za ta leta sprejemljiv, sem jo pač izbral in pač z njo sem si probal ustvariti neko vezo oziroma neko ljubezensko pot. Sem si probal, kaj to pomeni? To ima veliko odgovorov lahko. Tako bom rekel, za njo so se drug dan, ko so se pač malo odpočila od vsega tega dogajanja, so se pač dobila. Torej, ko so se kamere ugasnile? Ja, drug dan, ko se kamere ugasnile, so se pač dobila, pogovorila tako 101% iskreno, odprto, kaj kdo čuti, kaj kdo misli, kaj bi kdo rad v prihodnosti. Pač vse, kar si lahko pač poveš in kar moraš vedeti o nekom drugem, so si povedala. In so pač prišla do zaključka, da je pač res ona malo še premlada, da njo nekatere stvari zanimajo, ki mogoče so mene 10 let nazaj, ona ima zdaj še šolo, čisto neke druge prioritete v življenju, jaz imam neke druge prioritete. Vsem so prišla do neke skupne točke, sem jaz malo bolj odrasel, malo bolj zrel, da mogoče pa pač je vsem bolj, da ne nadaljujeva pač poti, da sva se imela lepo, sva se spoznala, sva super prijatelja, ampak da si ne bi nekako neke škode, da ne bi hotela neke čustva razviti, pa potem bila oba dva prizadeta, da si ne bi tega pač delala, so vsem se odločila skupaj, da je boljš, da pač ostaneva samo prijatelja in je to to. Torej, kot si dejal v prvi oddaji, čeglajčkov malih še ne bo z Anjo? Ne, mojih malih čeglajčkov z Anjo ne bo. Mislim, tako bom rekel, trenutno ne, mogoče nekoč nekdaj. Jaz ko pravim, če bi bila midva starejša oba dva 10 let, ta razlika se ne bi čutila, bi oba dva imela neke izkušnje za sabo, bi bila veliko bolj zrela. Ona, čeprav je zrela, ampak malo bolj izkušena v življenju in verjamem, da bi to nekako šlo. Lažje, kakor pa zdaj. Tako da ja, malih čeglajčkov zaenkrat še ne bo. Kdaj pa bojo, če pridejo, kdaj pridejo, pač ne vem. Jaz sem prepustil toku življenja in bomo videli, kaj in kam me pripelje življenje. Si morda za nazaj tudi pogledal kakšno oddajo, kako je bilo narejeno, kako so se dekleta med sabo borila zate? Ja, jaz moram priznati, da pač takrat, ko gledalci vidijo oddajo, tudi jaz vidim oddajo, čeprav vem vse, kaj se dogaja, ampak vsem, ko je nekako posnet, vidim čisto neko drugo sliko. Pol stvari, ki sem jih zdajle videl po televiziji, nisem vedel, da se dogajajo, da ni na vsak dan skoraj joka, da so punce lahko tudi zelo žleht, da se med sabo niso marale. Jaz teh stvari nisem videl. Velikokrat sem tudi puncam rekel, pač povejte mi, da bom vedel, kaj se dogaja. Pač jaz ne vem, ker to res produkcija pred mano skriva.
Tako sem bil kar malo šokiran, no, zdaj, ker sem videl, kaj se dogaja, kaj punce mislijo o meni, kaj ne mislijo. Tako pač res sem bil šokiran in verjamem, da če bi te stvari prej vedel, bi 50% mojih odločitev bilo drugačnih. Moram pa tudi povedati, da pač mi ni žal, ker v dani situaciji sem se pač odločil, odreagiral, naredil tako, kot sem čutil. In pač verjamem, da je pač bilo prav, da sem tako naredil. Bi se še enkrat odločil za takšen šov? Da ti pripeljejo 20 deklet? Zelo težko, bi pa tako naredil, da bi šel spet za pol leta nazaj in sam izbral 23 deklet, za katere jaz menim, da so potencialne za male čeglajčke, in potem bi nekako šel. S tem, da bi pa bil en glavni razlog to, en velik problem je bil zdaj to, da smo to ful hitro posneli, da je bilo res natemperan, da je bilo ful težko, naporno. Če bi mi dal možnost, da 3 mesece traja to snemanje, ne mesec pa pol, bi pa 23 mojih punc bi sprejel. Kako se pa je tebi spremenilo življenje v tem času? Oziroma po šovu? Spremenilo se je 100%. Pač, ko nisi medijsko izpostavljen, pač nekako drugače, kot pa zdaj. Zdaj se vsako mene vtakne, take stvari in drugače se govorijo, hitre zgodbice pridejo ven, prej, kar rečemo, nisi medijsko izpostavljen, pač do tega ne pride. Mi je pa pač všeč, da nekoga, ki se rečem na cesti, pride do mene, me pozdrav, reče Gregor, vsa čast, super si, te spoštujem. Take stvari mi pa pač tako dajo neko potrditev, da sem oseba, katera je na nekem, pa ne moram reči na nivoju, ampak da sem neka oseba, ki je nekaj vredna, da me ljudje spoštujejo in vidijo meni mogoče tudi kakšnega vzornika. Vstopili smo v vroče poletje, kako ga boš preživel? Vroče poletje upam, da bo čim bolj delovno, ker se mi kar veliko priložnosti odpira, oziroma sem pripravljen marsikaj sprejeti, po kakšni novi poti iti. No. V službi sem dal odpoved, tako da zdaj bi rad mogoče nek drug lifestyle si naredil, se pravi ta lifestyle, ki sem ga hotel celo življenje, mogoče malo več s produkcijo, malo več na televiziji, malo več akcije, ampak kam me bo pot pripeljala, res ne vem. Jaz sem opustil toku in verjamem, da me bo pripeljala tja, kam pač ne more pripeljati. Omenil si ravno službo, okrog tega se je veliko pisalo, ne? Okrog službe, kaj si bil, kaj si delal, kaj nisi delal. Ok, dajmo to prvo razložiti. Marsikaj se je pisal, marsikaj se je govoril, kar nekaj. Jaz bom tako povedal. Tisto, kar sem jaz rekel, od prve do zadnje stvari drži. Se pravi, ne glede samo službe, vse, kar sem rekel, niti ene stvari se nisem zlagal, ker mi je kristalno jasno, da vsako stvar, ki se zlažeš, tat pride ven. In jaz se tega zavedam, sem človek, ki ne laže in vsaka stvar, ki sem rekel, pač je bila iskrena in pač res tako. Moja služba je pa bila zadnjih 4 leta kot skrbnik laboratorija. Se pravi, vse živo sem slišal, ampak jaz sem dejansko skrbel za 3 laboratorije. Kaj vse sem počel? Vse, kar je v laboratoriju, kar se sestavlja, pač vse stvari, ki se razvijajo, pač jaz skrbim, da te mašine, alarmi, osebna varovalna oprema, pač vse, milijon stvari pač laufa, vse je pač pod nekimi GMP pogoji, da pač vse mora biti, koliko mora biti, ker v farmaciji je pač ogromno teh pravil, ki so zelo striktna in pač jaz sem skrbel za take stvari. Tako da to je, kar sem jaz pač počel. Lahko pokažem tudi kakšen posnetek, da mogoče dokažem, čeprav mi ni se treba dokazovati, ker pač je res, kar govorim. Resnica vedno najde pravo pot. Ja, moji sodelavci lahko to dokažejo, ampak ok. Lahko mogoče za kakšen zanimiv prispevek pokažem, tudi mogoče kakšen video. Še 2 vprašanja imam. Sicer, kaj pa družbeno omrežje, precej si aktiven. Je tudi tukaj kaj ponudb strani žensk? Ja, jaz bom tako rekel. Vsaka punca, ki je hotela nek stik stopiti z mano, sem pač bil korektan in rekel, da do zadnje predvajne oddaje je to pač ni možno, oziroma pač do zadnje predvajne oddaje pač na to ne bom odgovarjal, ker imam tudi tako v pogodbi. Drugače pa ja, so tudi kakšne ponudbe, kakšne zanimive slikce, sporočila zanimiva, tako da vse najdeš. Dolgčas ti ni? Ne, dolgčas mi ni. Tako da ja, pusva, ne bo preveč šla v potankosti. Da ne greva preveč v zasebno tvoje življenje in za konec še, glede na to, da si verjetno samski. Res je. Katero je tisto dekle, ki te lahko osvoji? Pa jaz mislim, da sem v oddaji milijonkrat povedal, kaj bi jaz rad. Ne iščem samske ženske, iščem samo pač neko preprosto punco, katera zna spoštovati svojo boljšo polovico, ima rada pač družino, stremi k temu, da bo nekoč nekdaj imela svoje otroke, moje male čeglajčke.
To je pač neka taka res neka osnova, ki bi jaz rad pri punci, ne iščem lepotice, ne iščem punco, ki bi imela ne vem koliko denarja, pač take stvari me ne zanimajo, zanimajo pač samo to, da ko je zraven mene, da čutim neko pristno energijo in da se vam pač lepo.